Lepo pozdravljeni, sem Jasna Novak, splošna zdravnica iz Kopra drugače. Doletela me je ta čast, da sem bila povabljena v oddajo z Barbaro, kjer bomo govorili o preventivi, o zdravju, na splošno, malo več o regeneraciji, o prehrani, o telesni vadbi in o regeneraciji. Dali vam bomo kakšne koristne nasvete, povedali mogoče kaj novega, kar še niste slišali. Budite z nami, zanimivo bo. Spremljajte nas na TV Ljubljana. Lepo pozdravljeni v naši družbi v oddaji Skrb zase. Danes bomo govorili o eni najbolj pomembnih, a pogosto spregledanih povezav. O tem, kako gibanje in spanec skupaj vplivata na naše zdravje, energijo in regeneracijo. Vem, da veliko ljudi danes išče odgovore, zakaj so utrujeni, brezvoljni, zakaj telo ne sodeluje več, kot bi si želeli. Ravno zato sem danes povabila sogovornico, ki na to temo gleda strokovno in pa človeško. Z mano je zdravnica, doktorica Jasna Novak. Jasna, pozdravljena v studiu. Zdravo, Barbara. Kako si danes? V redu, Precej hvala. vroče, ne? Vroče je, hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Sem vesela, da si se odzvala. Zdaj, glede na to, da si zdravnica družinske medicine, me najprej zanima, kaj je tisto tvoje notranje vodilo? Ker ko delaš z ljudmi, moraš imeti neko notranje vodilo, nekaj, kar te v bistvu vsak dan žene, zato da sploh pomagaš ljudem. Ja, za izbiro poklica sem se odločila že kar precej let nazaj in moram reči, da mi ni žal, da je res to tisto, kar rada počnem in še dan danes rado vstanem in grem v službo pomagati ljudem. Je pa tako, da pri nas, ma tudi drugod po svetu, se medicina večinoma ukvarja z kurativo, torej z zdravljenjem bolezni, ko so že nastopile. Sama pa pri sebi opažam, da je bolj preventiva, torej skrb za lastno zdravje, še preden se pokvari, mi je dosti bolj pri srcu. Tako da ta tema, ki si jo danes napovedala, mi je všeč in upam, da vam bom podala kakšne zanimive, koristne informacije, si bomo skupaj mogoče delili to urco v takem prijaznem vzdušju, pa da zvemo kaj novega. Tako. Najprej v bistvu določili sva temo gibanja, spanca, regeneracije. Pa dajmo mogoče najprej začeti z gibanjem. Zakaj je sploh gibanje za naš človeški organizem tako pomembno? Ljudje smo bili ustvarjeni za gibanje. Že od nekdaj, še ko smo bili v živalskih sortah različnih, smo pač se morali boriti za hrano, moramo imeti močne noge, močne mišice, da si lahko dosegel sploh kakšen svoj plen. Plezali so ljudje visoko, nabirali so razne sadeže visoko po drevjih, pa različnih rastlinah. Tako da si moramo imeti razvit cel sistem mišiča in lokomotorni na splošno. Pa hkrati bežali so tudi pred drugimi plenilci. In samo kdor je bil močen in kdor je bil telesno pripravljen, v bistvu je lahko preživel. In tako so se skozi stoletja razvijale naprej iz vrste v vrsto in se naprej tudi ljudje, da so bili vedno bolj močni, vedno bolj mišično podprti in pripravljeni. Kdor pa ni bil, pa žal ni šel naprej. Tako da je naše telo v bistvu narejeno za gibanje, že od nekdaj bilo. Šele pol kasneje z industrializacijo smo se usedli za računalnike, za razne stroje. In ko smo začeli sedeti, je bilo to za telo šok. Ni bilo telo pripravljeno, da bo sedelo toliko časa in v osnovi so naši organi, naše mišice, naš sistem še vedno enaki, kot so bili v pradavnini in še vedno pričakujejo in tudi potrebujejo, da se bojo gibali in v bistvu vsak dan, da bojo tekli, da bojo splezali, da bojo hodili po prstih, da bojo iskali stvari visoko nad glavo. Omejitev tukaj ni. Omejitev si postavljamo sami, ker preveč sedimo in na splošno bi rada vsem povedala danes, da res preveč sedimo in da je zelo vam polagam na srce. Gibanje je eliksir zdravja in gibanje vas lahko odreče zdravniške pomoči za veliko dolgo časa. Ja, drži. Glede na to, da si zdravnica, pa vsak dan delaš v bistvu tudi na nek način z pacienti, ljudje, ki imajo že neke težke diagnoze in tako naprej, ampak vseeno, tako kot sva rekla, mi dve se danes tu osredotočamo na preventivo. Ljudje se v bistvu danes tudi, tako kot si omenila, sami ne zavedajo, koliko časa v bistvu presedijo. In koliko je tisto minimalno, ali pa kaj bi ti rekla, koliko je dovolj za ljudi, kaj je tista aktivnost, oziroma kaj morajo oni početi, da bojo zagotovili to neko, kako bi rekla, fizično aktivnost, ki je mogoče dovolj za vsakodnevno? Zelo dobro vprašanje, hvala. Ni nikakršne potrebe, da bi vsi mi bili maratonci ali ultra športniki. Čisto zadosti je parkrat na dan vstati, narediti en krog, se malo raztegniti, malo razgibati, malo stretchinga, kot rečejo, kakšen sprehod, toliko da kontrabalansirajo tisto sedenje. Recimo nekdo, ki sedi 6 ur v službi
Če bi dvakrat vmes vstal in naredil en krog, se malo pretegnil, bi že za svoje zdravje naredil veliko več, kot pa nič. Celo pravijo po najnovejših raziskavah, da je dolgotrajno sedenje za človeka enako škodljivo kot kajenje. Ja, tako da je sedenje je res en tak dejavnik tveganja, sploh na splošno, prav sedenje. Že če počivate, če se uležete, je manj škodljivosti. Tako da vrtnarjenje, sprehajanje, hoja po stopnicah namesto dvigala, vse te stvari na koncu dneva se seštevajo. Vse, kar boste naredili, je več kot nič, tako da kar korajžno. Ok, krasno. Kaj pa glede na to, no, ljudje, ki se bistveno manj gibajo kot pač tisti, ki se veliko gibajo, ali kako ne rečem, no, vzamemo zdaj nekoga, ki je star približno 40 let. Kakva je razlika med človekom v notranjosti ali pa v zdravju ali kakorkoli? Je tistega, ki se giba vsakodnevno, ki upošteva vse te nasvete, ki si jih rekla, ki mogoče tudi se ukvarja še s kakim športom, pa z nekom, ki pa temu ne polaga pozornosti in v bistvu cele dneve sedi, ampak se še zaenkrat zmeraj počuti v redu, še nima nekih bolezni, ne? Ja, vse temu pravimo kronične nenalezljive bolezni. To so bolezni, ki res nastajajo počasi, skozi dolga leta. Ko pa enkrat začnejo pokazati se, pol je že ura, da začnemo kaj narediti. V glavnem pri tako 40-ih, 35-ih letih marsikdo ne čuti še pravzaprav nekaj velikih posledic. Mogoče jih malo boli v križu, ali pa so nekako bolj okorni, zjutraj težje vstanejo iz postelje, ampak ni še prav neke hude krize. Potem, ko pa gremo z leti naprej in še naprej vztrajamo s sedenjem in z neaktivnostjo, tle nekako spada zraven tudi slaba prehrana, kakšno kajenje, ponočevanje. Potem pa se začne telo malo pritoževati, pa reče, zdaj je pa ura, da kaj naredimo, postanemo, pa se malo razgibamo. Sploh pritisk je tisti, ki začne naraščati, če se ne gibamo dovolj, žile postanejo bolj toge in bolj trde, miselni procesi se upočasnijo, prebava se upočasni. Nekako narejeni smo za delati, za gibati, za razmišljati, za biti aktivni, za biti poskočni, veseli, zdravi. Medtem ko se vsi ti v organizmu procesi počasi upočasnijo, če smo tudi mi upočasnjeni, sedeči, lenobni. Tako da to je vse eno z drugim povezano v telesu. Ja, zelo zanimivo. Saj verjamem, da se ljudje že tega kar zavedajo, da večkrat to slišijo, ampak vseeno se mi zdi, da moramo to slišati res kar nekajkrat, ali pa se nam mora včasih nekaj v življenju zgoditi, da pol res naredimo nek korak, pa rečemo, opismo, zdaj pa je res čas, da nekaj naredim. Tako da danes absolutno vsi, ki nas spremljate, danes, zdaj je pravi čas, da začnete, ne? Ja. Ok, zdaj malo smo že odprli to temo tudi tega hitrega tempa in tako naprej, pa ljudje v bistvu danes se ogromno govori o stresu. Kako nam gibanje lahko pomaga pri obvladovanju stresa? Ogromno. Gibanje je verjetno najboljša stvar za obvladovanje stresa. Vsaj jaz sem prepričana v to, ker stres, dajmo najprej to nekaj razjasniti. Akutni stres, torej stres, ki traja kratkotrajno, je lahko spodbuden. Kratkotrajni stres, torej nek cilj, ki ga imamo, nek stres, ki se nam zgodi, neka kratka stvar, ki jo zmoremo premagati in da potem si vzamemo en čas odmora, to je za nas v redu. Vsi lahko preživimo določeno kratko obdobje stresa. Problem je, ko se stres kopiči. Problem je, ko je to mesece in mesece, da smo pod stresom, da imamo zvišan pritisk, da slabo spimo, da se ne počutimo dobro in da vztrajamo v tem stresu in da si ne znamo v bistvu pomagati, da ne znamo odklopiti, bomo rekli temu. To je potem težava. Ker potem se v telesu aktivirajo prilagoditveni mehanizmi. To pomeni, da telo je toliko stresirano, da je že več ne more niti dobro spati, ne more dobro obvladovati prehranske mehanizme, težje se koncentriramo, bolj smo iritabilni, bolj se kregamo, bolj smo jezni sami nase, zakaj se toliko kregamo. V glavnem, to je en tak začaran krog, iz katerega se težko pribavimo, kot ena spirala. Tako začnemo padati in padati in padati. In če se ne ustavimo vse nekje na sredini, potem lahko zaredemo precej globoko. Tako da stres je dobrodošel, dokler je kratkotrajen in dokler ga obvladamo. Torej, če imate nek izpit, pa se moraš za izpit pripraviti, pa nekaj noči ne spiš, se ne bo nič hudega zgodilo. Če, ne vem, se rodi otrok, ki ne spi, po 3 mesece se ne spi, kar je tudi za mamico seveda stres, ali pa tudi za očeta, jasno. Tudi se ne bo nič hudega zgodilo, če potem pride obdobje, ko se spočijemo, se regeneriramo in gremo pol naprej brez stresa. Če pa nekdo živi v stresu leta in leta, ne spi dovolj, ne je pravilno, ne skrbi za lastno telo, ne telovadi, možno si še kadi, pa ima take slabe medosebne, meddružinske odnose, pol se pa začnejo nabirati težave, pa se začnejo vsi ti mehanizmi, ki govoriva zdaj v telesu, malo obračati in delovati proti nam.
Tu bi rada še povedala eno stvar. Kortizol kot stresni hormon, ki ga marsikdaj v medijih slišite kot, da ni dobro, da ga je preveč. Dejansko kortizol potrebujemo. Kortizol imamo z namenom. Kortizol nimamo v telesu zato, ker bi nam škodil. Kortizol je tisti mehanizem, ki nas pripravi, da ta kratkotrajni stres, ki je dobrodošel in s katerim rastemo in se razvijamo in krepimo, kortizol nam tukaj pomaga. Tako da ni vedno cilj znižati kortizol. Vse, kar je v mejah, je v redu, tako kot adrenalin. Greste skočiti s padalom, imate ful adrenalina, kortizola in vse. In je vse v redu, če prijete dol in ste se sreči. Torej vse, kar vidimo kot izziv, je za nas v redu. In je tudi v redu se izpostavljati izzivom. Če pa to nekaj, kar preide, kot smo prej rekli, v kronično fazo, ker nam ni več izziv, ampak nam je stres, ker nam je težko, ker nam ni več užitek, potem pa se začne čisto druga slika. Potem je više kortizola lahko težava. Tako da vse je v telesu nekako zbalansirano in v mejah normale, dokler smo tudi mi v mejah normale, dokler imamo enako mero izzivov in stresa, kot tudi počitka in regeneracije. In tukaj je potem ta vpliv počitka, regeneracije in spanja, do katerega še pridemo. Tako. Okay. Zdaj jasno, zaenkrat bova naredila eno kratko pauzo. Vi, gledalci, ostanite z nami. Takoj po premoru vam v bistvu razkrijeva, zakaj je gibanje več kot le neko oblikovanje postave, ampak je v bistvu ključ do vaše energije, zdravja in pa odpornosti. Se vidimo. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Skrb zase. Zdaj jasno seveda nadaljujeva najin pogovor in sicer v tem sklopu bova se malo bolj osredotočili na spanec. Spanec definitivno ni nekaj samoumevnega, čeprav ga ljudje dostikrat jemljajo kot takega. Je v bistvu nekaj, kar nam, če spimo dovolj, imamo lahko več energije, smo bolj zdravi in tako naprej. Ampak zdaj mene zanima iz bolj strokovnega vidika, zakaj je spanec dejansko tako ključen? Dolga leta si niso znali odgovoriti na to vprašanje. Veliko je bilo raziskav in različnih bolj ali manj pomembnih dejavnikov, kaj bi vplivalo na spanje, zakaj spimo, zakaj ne spimo. Ampak spimo pa zmeraj in brez spanja v bistvu ne moremo. In saj veste vsi, da tudi nacisti so imeli to, da so ljudem onemogočali spanje, kar je bilo ena oblika mučenja. Tako da je spanje ne samo, da je pomembno, ampak je bistveno. Brez njega ne moremo. Tle je dosti stvari, ki bi se dalo povedati, ampak na kratko, ko spimo, se naši možgani, dajmo reči, resetirajo. Počasi se čistijo vse tiste zaloge, vse tiste onesnaženja, vse tiste obloge, ki tam v možganih niso namenjene za bit. Med spanjem se tudi vse informacije, ki smo jih tekom dneva, tudi preko nekaj nazaj dni dobili, da jih boljše shranimo, da si jih boljše zapomnimo, da boljše z njimi lahko reguliramo. Spanje je tisto, ki zares omogoča, tako kot lahko telo drugače počiva, če hočete spočiti noge, se boste usedli, če hočete spočiti roke, jih boste dali v naročje počivati. Možgani delujejo skozi. Možgani vplivajo na to, da deluje srce, da delujejo pljuča, da rastemo, da gremo na prebavo, pa vse te stvari. In samo, ko res globoko spimo, šele takrat lahko možgani vsaj za trenutek odklopijo, se resetirajo, regenerirajo, se prečistijo, da lahko potem drugi dan spet začnejo sveži in na novo vse funkcije, ki jih imamo v telesu, začnejo spet delati. Ja, zelo zanimivo. Jaz tudi veliko delam z ljudmi in res dobim velikokrat odzive strani ljudi, da v bistvu imajo občutek, da ne spijo dovolj kvalitetno. In zdaj glede na to, da so prej dale velik poudarek tudi na gibanje. Mene zanima, kako dejansko, oziroma če sploh, gibanje vpliva na kvaliteto našega spanca. Bolj, ko smo telesno aktivni, smo nekako bolj utrujeni in tako lahko potem zvečer lažje zaspimo. Zdaj tle pa nujno treba povedati še to. Telesna aktivnost absolutno ja in jo vsekakor svetujem in priporočam v vseh oblikah. Mogoče pa ni glih primerna tik pred spanjem. Torej, tiste oblike gibanja, ki so zvečer, naj bodo bolj umirjene, bolj, ne vem, joge, tai chi, bolj upočasnjene, tudi ne pred zasloni, pa zmanjšana glasnost, recimo, ne. Drugače pa nasplošno, če smo bolj telesno aktivni, bolj smo utrujeni, bolj imamo redne ritme, boljše potem tudi spimo. Zelo zanimivo. Pa glede na to, da v bistvu si zdaj omenila neke take zadeve zvečer kot neko rutino, tudi omenila si brez zaslona, ne vem, meditacija in take zadeve. Koliko pa je dejansko rutina pred spanjem pomembna
oziroma koliko lahko vpliva na to, da boljše spimo, da hitreje zaspimo? Zelo pomembna je. Rutina pred spanjem absolutno veliko pripomore k temu, da prej zaspimo, da globlje spimo in da imamo manj zbujanj po noči. Več je stvari tukaj, ki pomagajo. Eno zelo pomembnih je, da se izklopimo iz telefončkov, pa tudi iz televizij in tudi iz računalnikov, ker ta nekako modra svetloba, ki izhaja iz telefončkov, moti naše ritme, moti naše možgane in pol ne spejo tako hitro zaspati. To se svetuje vsaj 60 minut pred odhodom v posteljo, stran za zasloni. Pa priporočajo tudi zmanjšati glasnost vsega okoli nas, televizije, radije, vse. Se tudi malo bolj tiho, mirno pogovarjati, mogoče svetlobo zmanjšati, zagrniti zavese, ugasniti luči. Pred spanjem bo vse malo bolj mirno, tiho, upočasnjeno. In kar se dostikrat pozablja, pa je zelo pomembno za dobro kvaliteto spanja, je, da vsaj 2 ure pred spanjem ni nobenega obroka. Torej, da ni nasplošno zvečer, da se ne je velike, težke obroke. Tiste 2 ure pred spanjem pa naj telo naredi s prebavo, kar rabi, da pol, ko gre spat, res spi. Spi in počiva od glave do pete vse. Krasno. Meni velikokrat ljudje rečejo, ker veliko delajo, so pod stresom, služba, otroci, uspejo spati, ne vem, 4 do 5 ur na noč, ne? In vedno reče, saj bom že čez vikend nadoknadil, pa bom takrat malo podaljšal, bom šel prej spat, ni toliko obveznosti. Kaj ti misliš? A je to v bistvu sploh okej? A se da nadoknaditi ta spanec, ki ga recimo čez teden izgubimo? No, to je pa zelo zanimivo. Podobno kot smo prej govorili o akutnem stresu in kroničnem stresu, je tudi tukaj zelo podobno. Akutno pomanjkanje spanja, torej če, ne vem, 2-3 dni, teden, 14 dni slabše spimo, smo bolani, imamo male otroke, se nam kaj zgodi v službi, da moramo podaljšati, je res tako, temu rečemo spalni dolg. Se da potem čez vikend recimo podaljšati malo spanje, se prenese malo notri. Ni čisto enako to, kot da spimo vsako noč kvalitetno, ampak je boljše, kot da tega ne naredimo. Torej, čez vikend da malo potegnemo ali gremo malo prej spat, do neke mere lahko nadoknadimo. Če pa to pomanjkanje spanja ali pa zaradi recimo stresa raznoraznega spimo slabo dlje časa, se zbujamo, nimamo dovolj globokega spanca, potem pa zadeva rata kronična in potem smo spet tam, ko smo prej govorili. Se aktivirajo mehanizmi, ki vodijo v našo spiralo, nasleče vedno bolj dol, spanje je vedno manj kvalitetno, vedno manj je globokega spanja, možgani se vedno manj lahko počistijo, spočijejo, regenerirajo in smo potem vsak naslednji dan malček bolj utrujeni, malček bolj pod stresom. Ponavadi posežemo po malo več kave ali pa celo drugih poživilih, da prebrodimo to obdobje in smo na koncu pod stresom celi. Ja. Zdaj, glede na to, si že omenila ta poživila in to, ne? Koliko časa dejansko pred spanjem je priporočljivo, da ne pijemo, ne vem, raznih pijač, kakšna hrana ni priporočljiva, recimo, da jo jemo zvečer pred spanjem, ali pa katera je priporočljiva, da bomo mogoče lažje zaspali? To je tudi več raziskav poteka na tem področju in vsakih par let se ugotovi kaj novega. Na splošno je kava tista, ki najbolj poživi, oziroma tisto poživilo, bova rekla, ki se v svetu najbolj uporablja. Kava ima razpolovni čas 6 ur. To je približno 6 ur, preden gremo spat, naj se ne bi pilo kave. Je pa tle malo drugače. Nekateri ljudje kavo hitro presnovijo, nekateri pa še malo bolj počasi. Tako da je to zelo individualizirano. Nekoga sploh ne moti, da bo spil kavo in bo šel spat. Čeprav večinoma to spanje ni tako kvalitetno, kot bi bilo, če bi bilo brez kave. In enako alkohol, kot zanimivost. Nekateri ljudje pijo alkohol, jih pa potem takoj zaspijo, ker zmanjka mi rečejo. Ampak to spanje po alkoholih ali tudi po tabletah uspovalnih ni tako regenerativno kot normalno spanje, dokler ga pridemo s tem, da, kot smo prej rekli, 1 uro prej ugasnemo luči, ugasnemo vire zaslonov raznoraznih, se pomirimo. Pomaga tudi topel tuš, kakšno uro pred spanjem. In najbolj pomaga, tako sva rekli prej, da ni preobilnih obrokov, torej da ni neke mastne, težke hrane zvečer, vsaj 2 ure pred spanjem, da ni kave, da ni alkohola. Pomaga pa tudi, da je spalnica bolj hladna. Torej topel tuš, ampak hladna spalnica. Da smo mi segreti in topli, ko pa spimo, pa naj bo soba hladnejša od ostalih sob. Zelo zanimivo. Kako pa svetloba vpliva, recimo, ker po noči sem jaz tudi večkrat slišala, dajte si narediti čim bolj trdo temo, tudi za dojenčke priporočajo, da je vedno trda tema, tudi ko imajo dnevne počitke. Zakaj je ta tema tako pomembna? Zato, ker svetloba vpliva na izločanje hormona melatonina. Svetloba zjutraj je izjemno priporočljiva. Če vstanete in greste ven in gledate
pač dobro, ne direkt v sonce, ampak v svetlo, boste dosti bolj budni. Približno enak učinek, kot da spijete skodelico kave. In zanimivo je tudi to, če zjutraj vstanemo in takoj gremo na vir svetlobe, bomo kasneje, torej zvečer, lažje zaspali. Če pa zvečer imamo velik vir svetlobe in je svetlo, ali pa pohne, da je po noči, da je svetlo, potem so možgani zmedeni. Pol ne vejo, ali je zdaj dan, ali je zdaj noč, ali moramo biti budni, ali moramo izločiti ta melatonin, ali ne moramo. In potem točno ne vejo, bi spali, ne bi spali. Tako da svetloba je res zelo dober vir spanca ob pravem času. Skratka, svetloba zjutraj ja, zvečer pa rajši malo manj, malo več je tema, po noči pa absolutno tema. Spimo v čim bolj zatemnjenih prostorih. Dostikrat zdaj vidim, si dajejo ljudje tak pokrivalo za oči, pa pol spijo s tistim, kot da so namaškirani. Ampak pomaga, res pomaga, to je dobra ideja. Zanimivo. Sploh ne znam predstavljati, no, jaz pač, da bi imela nekaj čez oči, imam občutek, da bi me motilo. Še ena stvar, ki me zanima, v bistvu glede na to, si zdravnica, tudi delaš dežurstva, moraš delati kdaj nočne in tak zadeve. Kako pa v bistvu takrat zagotoviš neko kvaliteto spanja, ker zagotovo ni ista, ne? Če ti v bistvu vsak teden drugače delaš, drugače spiš, na kak način lahko v bistvu potem zagotoviš? To je velika težava. To je zelo moten cirkadiani ritem. Znano je, da ljudje, ki delajo nočne službe, bolj zbolevajo, kot ljudje, ki takih nočnih služb ne delajo. Tako da tle zelo individualizirano, vsak si mora najti nek svoj ritem, kako bo ta spalni dolg prinesel notri. Ena možnost je, da dan, ko smo doma, se pravimo bolj spočiti in bolj spati. In spet je ta svetloba, ki jo lahko uporabimo. Dokler smo v službi, naj bo svetlo, naj bo glasno, naj bo hrupno, da telo razume, da zdaj delamo in smo budni. Ko smo pa doma, pa naj bo bolj tiho, bolj mirno, pojmo malo prej spati, dajmo si neke rutine, poskušamo se držati vsaj približno nekih istih urnikov, da bo telo razumelo, kdaj spimo, kdaj pa delamo. Je pa res to, težava sodobnega sveta, te nočna dela niso lih hvaležna in prinesejo telesu marsikaj potem zagodo, je več bolnikov med nočnimi delavci, žal. Ja, bi rekla. Ok, no, zdaj zaenkrat vemo, da gibanje in spanec sta definitivno neločljivo povezana, tako da zdaj bomo spet naredili kratek premor in po premoru bomo v bistvu razkrile še kakšne praktične korake, kako v bistvu lahko začnete skrbeti zase, preden vas v bistvu telo samo prisili k temu. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v najini družbi. Zdaj jasno sedaj nadaljujeva pogovor in rekla sem, da te vprašam, v bistvu veliko ljudi danes se počuti precej utrujene, brezvoljne, brez energije. In zdaj, ko smo že malo pri koncu oddaje, dajva ljudem neke konkretne nasvete. S čim naj začnejo? Kaj so tiste male spremembe, ki bi ti rekla, da jih je treba uvesti vsak dan, da potem dejansko na dolgi rok lahko vidimo neke spremembe pozitivne? Zdaj, ko so ljudje kronično izčrpani, utrujeni, je treba začeti počasi. Nekih radikalnih sprememb ne samo ne priporočam, ma tudi jih je težko potem vzdrževati. Tako da začnite z majhnimi koraki, naredite si spisek, kaj je v vašem življenju sploh možno spremeniti in narediti, ker to, da ste stalno utrujeni, taki, da ne morete nič ali pa da se nič ne ljubi, je znak telesa, da mu nekaj ne paše, da nekaj ni. Zdaj, ali je to premalo spanja, ali je to preveč obilne hrane, ali je to premalo gibanja, ali je to preobilna služba, preveč stresa, kakorkoli. Najprej realno pogledajte, kje sploh lahko naredite spremembe. Ker službe verjetno ne boste mogli zamenjati. Otrok ne boste mogli kar oddati. Partnerja se sicer še da, ampak s premislekom. Tako da začnite z majhnimi koraki. Verjetno lahko vsak začne, ne vem, vstati 10 minut prej, pa naredite jutranji sprehodek. 5-10 minut, pa ne je to že zadosti. Celo sem zadnjič brala raziskavo, po vsakem obroku, torej 3-krat na dan, če naredimo 10-minutni sprehod, toliko znižamo inzulin, da je veliko manjša verjetnost sladkorne bolezni, kar je zelo pomembno in zelo poučno. Tako da spremembe so čisto dobrodošle, če so majhne, samo da so vztrajne. Torej pomeni, da boste 3 dni zdaj to počeli in ste zdravi, ampak začnite, dajte si, ne vem, 4 dni, dajte si 5 dni, dajte si cilj, da boste 2 tedna zjutraj vstali 10 minut prej, naredili sprehod, prišli domov, pogledali v sonce, torej v svetlobo, mogoče naredili kakšno jutranjo vajo. Pa pol druga stvar je, ker še nismo govorili o tem, mogoče malo te spodbude same sebi, malo afirmacije, malo sam sebi dati korajžo in motivacijo in si reči, pa se mi bo šlo. Ker so res ljudje, toliko so utrujeni, izmučeni in padete v ta začaran krog,
Jo, kako je vse težko, vse je grozno, nikoli ne bo konec tega, pa moram še kredit, pa moram še otroke, pa moram še šolo. Ja, obveznosti so. Treba realno pogledati svoje življenje, se usesti sam s sabo in se odločiti, kje lahko sploh naredimo spremembo. Nerealno je reči, zdaj bom pa vsak dan tekel 16 km, ker to ne bo noben naredil, če do zdaj tega ni počel. Lahko je pa za nekoga realno, da ne bo več jedel večerje, ali pa da bo zmanjšal večerjo, ali pa da ne bo pokadil celo škatlico, pokadil bo pol za začetek. Tako da pravim, korak za korakom, majhni cilji, ko dosežemo enega, si zastavimo novega. Pa še to je dobrodošlo. Povabite koga sabo. Veliko bolj vztrajni smo, veliko prej dosežemo cilje, če imamo še nekoga. Če veš, da bi mogli iti na sprehod in si zmenjena s kolegico, dosti težje boš rekla, ne grem, ker veš, da te čaka, ko pa če greš sama. Če se zmeniš, ne vem, z možem ali pa z hčerko ali pa z nekom, ki ga imaš doma, od zdaj naprej bo pa za večerjo samo solata, če bo on, boš tudi ti. Veliko lažje, kot pa da si sama lotiš tega. Tako da, takih trikov je veliko, kako sami v sebi v bistvu pretentamo v to, da začnemo živeti bolj zdravo. In ko se bolj začnemo boljše počutiti, potem to postane neka rutina, oziroma pol nam postane všeč. In ko nam je nekaj všeč, tistega ni več težko se držati. Pravijo, da nekje 3 do 4 tedne traja, da nam nekaj potem postane všeč. Tako ta začetna vztrajnost, trma, lahko tudi akutni stres, rečemo temu, ker nam je v začetku težko. Če potem malo stisnemo zobe in gremo čez to, čez 3 do 4 tedne je lažje in je boljše. In postane vse boljše. In lažje spimo, in lažje telovadimo, in celo življenje nam postane lepše. Samo je treba na začetku malo vztrajati. Definitivno. Absolutno, ne, pa zelo pomembno, tako kot si rekla, fajn je, da se ljudi res spomni, da se pohvalijo, ne, da tudi ko naredijo mali korak, da tudi če naredijo samo 10 minut sprehoda, da se pohvalijo, rečejo, bravo, uspelo mi je, super sem se počutil, ker sem se sprehodil, ne vem, počutim se lažjega, nisem pojedel obilne večerje, zvečer grem spat, nimam čudnega občutka v želodcu, bravo jaz, da si pač to res večkrat povemo, ker tako kot si rekla, se velikokrat vrtimo sam v tem začaranem krogu z temi mislimi, joj, vse je težko, tega ne zmorem, saj ni nobene rešitve, bla, 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 kaj vse si pač ljudje govorijo, ne. Ja. Ok, zdaj pa, če se mogoče malo še naveževa na te kronične bolezni, ne, ker sva se toliko osredotočila in na spanje in na gibanje. Koliko v bistvu mi dejansko, če se gibamo, pa če dobro spimo, se lahko izognemo v bistvu tem nekim boleznim? Zdaj, točne številke tukaj ni. Ja, to absolutno. Ker je take raziskave delati malo neetično, oziroma v bistvu niti jih ni. Ok, recimo ti, ki vsak dan delaš z ljudmi, ki vsak dan vidiš, kdo se giba, pogovarjaš se z njimi, točno veš, kako živijo ljudje. In če primerjaš ravno ta dva vidika, ljudje, ki v bistvu se gibajo, dobro spijo, imajo pošlihtano prehrano, mogoče tudi miselne procese in tako naprej, v primerjavi z drugimi, ne. Koliko je mogoče pol tu več obolenj pri teh, ki dejansko temu ne posvečajo toliko časa? Recimo že to je dober pokazatelj. V ambulanti večinoma vidim ljudi, ki se ne gibajo. Te, ki se gibajo, lahko pridejo s kakšno poškodbo zaradi gibanja ali pa s kakšnimi drugimi formalnosti, papirologija. Medtem ko kronične bolezni so pri njih ali pridejo kasneje ali pa tudi potekajo v blažji obliki. Ker dobro, roko na srce, zdravo življenjski slog pomaga, ampak lih vsega ne more preprečiti. Ene bolezni pač nosimo s sabo, so genetske, jih imamo po starših, ene bolezni smo prinesli že v otroštvu, recimo, ne, tako da, ampak to, kar lahko pomagamo, to, kar lahko naredimo, je pa potem, tudi če pride do bolezni, če smo aktivni, če se držimo načel zdravega življenjskega sloga, je manj težko to zazdraviti, manj težko s tem živeti. Nekdo, ki pa že gre v ta krog začaran kroničnih bolezni, pa mora imeti zdravila, še vedno lahko s načeli zdravega življenjskega sloga, torej prehrana, telovadba, boljše spanje, tudi te bolezni so bolj vodljive. En tak lep primer je sladkorna bolezen. Sladkorna bolezen, enkrat pride, pač jo imajo, več ali manj za zmeraj. Ampak če se potem držijo zdrave prehrane in telovadbe, so dostikrat lahko celo življenje tudi brez zdravil, brez komplikacij, brez težav na očeh, ledvicah ali pa žilah na nogah, kar pa drugače precej pogosto vidimo pri ljudeh, ki kljub sladkorni bolezni recimo ne upoštevajo teh ostalih načel preventive. Tako da razlike so velike, so pomembne in zato tudi o njih toliko glasno in jasno govorimo, ker vemo, da pomagajo. Je dokazano, da pomagajo, nisem si to jaz mislila, ampak so velike raziskave bile tukaj narejene.
Ker, naprimer, dosti krat mi rečejo, ja, kaj, tudi moj sosed ni nikoli kadil, pa je vseeno dobil raka na pljučih. Ja, mogoče pa, če bi kadil, bi ga pa dobil 20 let prej, pa mogoče ga sploh več ne bi bilo, ne. Mogoče pa tudi ne. Seveda, to je, statistika je eno, življenje ljudi je drugo. Ampak, če se pogovarjamo, kaj lahko naredimo, kako bomo živeli bolj kvalitetno, tukaj bi rada povedala tako lepo besedo, ni samo, kako dolgo živimo, ampak kako kvalitetno živimo, kako dobro živimo, koliko časa smo samostojni. In to je bistvo te preventive. Da tudi če zbolimo, da lahko to obvladamo in da lahko še vedno živimo dovolj kvalitetno in samostojno, da nismo nobenemu v breme in da je vseeno naše življenje toliko vredno in toliko lepo, da nismo samo tam na posli in čakamo, da nas nekdo prije previti. Absolutno. Ful mi je bilo všeč, ko si omenila tudi malo genetiko. Tudi meni dostikrat ljudje rečejo, ko se z njimi pogovarjam, ja, pa se tudi mi imamo to v družini, pa ne vem, tudi oče je imel sladkorno ali pa ne vem, visok holesterol, visok pritisk, ne. Jaz se včasih rada pošalim in rečem, ja, gensko je to, kar pride od mize. Ne? Mi v bistvu prvih, ne vem, 20 let, 25 let živimo za svojimi starši in jemo na tak način, kot nam oni pripravljajo hrano. Drži, ne? Drži. In mi se v bistvu na ta način tudi naučimo, kakšne prehranjevalne navade imajo starši in jih večinoma pol tudi povzamemo. Ne? Drži. In zelo malo ljudi je dejansko, da pol res naredijo velike spremembe in se dejansko tem boleznim potem tudi izognejo, oziroma tudi, če se jim ne izognejo, nastopijo bistveno kasneje, ne? Kot pa pri nekom, ki v bistvu je isto, kot so jedli njegovi starši, še potem naprej in pol pri 40-ih. Normalno, da če je njegove starše pripeljalo do tega rezultata, da potem verjetno pripelje tudi njega, ne? Če obdržijo ta način prehranjevanja, pa se ne gibajo in tako naprej. Ne? Večinoma je res tako, čeprav jaz vseeno mislim, da ko odrastemo, lahko razmišljamo svojo glavo. Sploh dan danes, ko je internet, socialno mreže, ker recimo prejšnje generacije niso imele. So res bili tako, da so pač bili kopije lastnih staršev in jedli enako, so obnašali enako. Ma dan danes, ko je poplava vseh informacij, ko lahko z enim klikom vse drugače spoznaš in veš in vprašaš kjerkoli, kogarkoli, karkoli, mislim, da lahko tudi današnja mladina, ima tudi že naše generacije, kljub temu, kako so njihovi starši bili vzgojeni, kako so vzgajali, pride do boljših rezultatov sami zase in začnejo razmišljati svojo glavo in se tudi prehranjujejo, kot njim bolj ustreza, glede na to, kako živijo, kaj imajo v družini. Seveda ozavestiš lastno genetiko, vidiš, kakšne družine, kakšne težave so, kakšne bolezni so, ampak tisto, kar lahko narediš sam, zakaj ne bi? Pač je treba vložiti trud, je treba vložiti čas, je treba vložiti malo miselnih procesov, včasih se ljudje tudi skregajo med sabo, ker pač hočejo živeti drugače, ampak vsak se odloča zase. In ko so enkrat odrasli, ne vem, ta izgovor, moji starši so tudi tako, mogoče malo pase. Tako si rekla, to je samo izgovor. Tako si rekla, danes imamo vse na dlani in lahko se odločimo in sam na nas je, da naredimo neko spremembo. Evo, oddaja je prišla k koncu, ne? Jaz se ti zahvaljujem v bistvu za vse te koristne informacije in te vseeno povabim, mogoče ena misel ali pa ena stvar, ki bi jo res želela vsem ljudem, ki nas poslušajo, položiti na srce. Začnite počasi, korak za korakom, vztrajajte, ne obupati. Pomagali vam bomo, nas je veliko, tudi pri nas v Sloveniji, tudi po internetu, karkoli rabite ali se zgodi, vprašajte, tukaj smo. In tudi, če kdaj zdrsnemo in gremo nazaj na stare običaje, v stare rutine, začnite od začetka. Vedno se lahko začne od začetka. Krasno. Jasna, iskrena hvala. Z veseljem. Torej, dragi gledalci, prišli smo do zaključka in sicer danes smo res odprli eno pomembno temo, ki jo v bistvu pogosto odrivamo na rob. To je gibanje, spanec, regeneracija, vse to v bistvu povezavi. To niso stvari, ki vam vzamejo čas. To so stvari, ki vam ga vračajo v obliki energije, zdravja in pa tudi dobrega počutja. In še enkrat hvala doktorici Jasni Novak za tako iskrenost, strokovnost, za vse nasvete, ki jih je delila z nami, ki vam v bistvu že danes lahko spremenijo življenje, če jih boste le upoštevali. Hvala, ker ste nas spremljali in res ne pozabite, vaše telo sodeluje z vami, če mu vi dovolite sodelovati z njim. Ostanite aktivni, poskrbite zase in ostanite z nami na TV Ljubljana. Se vidimo!